Tinitus. Šumenje, piskanje ali rapotanje v ušesih je dandanes pogosto stanje, ki je zelo moteče. Pri večini primerov mine samo od sebe, pri nekaterih pa vztraja mesece in tudi leta. Približno 15% populacije se vsaj enkrat v življenju sooči s tinitusom. Čedalje bolj je zaradi življenjskega sloga, hrupnega okolja, glasnih zabav in koncertov prisoten pri mladih. Velik dejavnik nastanka tinitusa je tudi stres, s katerim se čedalje bolj soočamo v vsakdanjem življenju. Zoran Bosnič, izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, nam je povedal svojo zgodbo o premagovanju tinitusa. Prve te simptome tinitusa sem opazil kot piskanje v ušesu in sicer nekje v začetku leta 2017. Tisto leto je bilo osebno zame zelo stresno. V službi parkrat sem imel to, čemu rečemo burnout, oziroma izgorelost. V zasebnem življenju sem tudi imel par kritičnih dogodkov tisto leto, tako da v začetku leta se mi je nabralo kar veliko vsega in enega dne sem presenetljivo ugotovil, da me v bistvu piska v desnem ušesu. Prvi dan, prvo noč, drugi tudi sem mislil, da je to mogoče nekaj prehodnega, ampak potem, ko ta težava ni hotela oditi, me je začela malo prijemati panika, kaj se zdaj to dogaja. Tako da v bistvu naslednja reakcija je bila, da sem kontaktiral osebno zdravnico, šel do nje, ji razložil, kako težavo imam. Simptome potrdila je, da gre verjetno za tinitus, no in potem sva v bistvu začela z obravnavo pri osebnem zdravniku. Ko to ni bilo uspešno, pa pač na vrsto pride pregled pri otorinolaringologu. Zoran je na prvi pregled pri specialistu ORL čakal več kot pol leta. V tem času se je posvetil raziskovanju tinitusa in iskal načine, kako ublažiti piskanje v ušesih. Sem tukaj raziskoval bodisi akupunkturo, kamor sem tudi probal iti na lastno pobudo. Na internetu bral številne forume o tinitusu, ki govorijo o tem, kako si ljudje pač probajo zamotiti misli. V tem obdobju branja forumov sem tudi zasledil, da v tujini zelo pogosto prakticirajo to vedenjsko-kognitivno terapijo s psihologi. Nekje konec leta 2017 je končno prišel na vrsto ta pregled na ORL kliniki. Zdravnica je pogledala pač še enkrat uho, ugotovila, da je fizično vse v redu. Razložila mi je, da so v bistvu razlogi za nastanek tinitusa uradno še ne pojasnjeni, ampak da se sumi, da bodisi stres močno vpliva tukaj ali pa preglasna glasba. Ob zaključku pregleda je rekla, da pač tukaj v bistvu kot ORL zdravnica nimamo več kam iti s pregledi in z diagnostiko. Je pa omenila, da se na ORL kliniki izvaja glih ta vedenjsko-kognitivna terapija, ena psihologinja, da jo izvaja, in da se izvaja to v skupinski obliki. Vprašala me je, če bi bil zainteresiran, da se tega udeležim, in v bistvu še preden je dokončala stavek, sem rekel, to je tisto, seveda, ja. Prvi del teh srečanj je bil izveden tudi z zdravniki, ki so še enkrat pojasnili, kako je uho narejeno, tako da probali so razložiti vsem udeležencem, da na tej fizični plati dejansko ni to nič nevarnega oziroma življenjsko ogrožajočega, je pa nekaj, kar je ekstremno, ekstremno motečega. Zlasti tako kot meni, pa vsem drugim, ki so bili prisotni, to vpliva na kvaliteto spanja. Ponoči poslušaš piskanje, obračaš se z ene strani na drugo, tolčeš se po ušesu, probaš se zamotiti z glasbo. Čez dan se ne moreš skoncentrirati na gledanje na računalnik, na branje, povsod je to s tabo. Pol dejansko sledijo res ta poučevanja, kot sem rekel, strani psihologa, ki te uči v bistvu teh tehnik, kako uspeš to obvladati. Zelo me je presenetilo, da je bila skupina ogromna, v bistvu bilo je 40 ljudi cirka na tem začetnem srečanju, kar mi je v bistvu dalo vedeti, da je problem dejansko res značilen pri velikem delu populacije. Trajalo je vse skupaj kakšno leto ali pa mogoče več, meni je to zelo hitro minilo.
V bistvu ti obiski so mi dejansko omogočili to, da enkrat, ko spraviš te stvari v prakso, postanejo zelo preproste, ne. Jaz že po kakšnem letu, dveh sem dejansko uspel odmisliti na tinitus. Zoran, ki je strasten športnik, je dodatno oporo pri premagovanju tinitusa našel tudi v športu. Treningi, katerih se v bistvu udeležujem, ti vzamejo določen del časa dneva in to je odličen prvi korak, da ti v tistem delu časa dneva ne razmišljaš o tem, ampak razmišljaš o drugih zadevah, športnih, ki jih moraš tam akutno v tistem trenutku narediti, a ne. Šport fino utrudi telo, ne, tako da zvečer, ko se uležeš v posteljo, pa si utrujen, tudi če bi hotel posvečati pozornost piskanju, te lahko pač fizična utrujenost premaga in lažje zaspiš, ne. Potem del teh športnih aktivnosti, v narekovajih, ne, pri meni so tudi joga, delno tudi meditacija. Tam se že učiš malo pomirjati, osredotočati na druge stvari, na svoje dihanje, na okolico, na dražljaje, ki jih čutiš na koži. Učiš se biti pri miru, usmerjati pač pozornost na različne stvari, dihati počasi in te tehnike, ki sem jih zdaj omenil, imajo zelo velik presek s tem, a ne, kar o čemer sem prej govoril, to različnimi tehnikami preusmerjene pozornost, ki so jih poučevali v tej skupini, ne. Glavno sporočilo, ki ga želim povedati, je: niste sami, ne, to se mi zdi zelo pomembno. To, kar se vam dogaja, če se vam trenutno dogaja, je silno, silno neprijetno, ampak ni pa usodno, grozno in ni nerešljivo. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo zelo veseli, da je Ministrstvo za zdravje projekt Skrb zase ob tinitusu v okviru razpisa Varovanje in krepitev zdravja do leta 2025 prepoznalo kot pomembnega na področju duševnega zdravja. S tinitusom se namreč srečuje nekje 10 do 15% ljudi, od tega jih kar 20% potrebuje klinično obravnavo. Projekt se sestoji iz vedenjsko-kognitivne terapije, ki zajema 10 skupinskih srečanj, eno individualno srečanje in pa pregled v bistvu strani ORL zdravnika. Program bo potekal v vseh društvih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Se bomo pa seveda prilagodili glede na to, kje bo skoncentrirano večje povpraševanje pač morebitnih uporabnikov. Predvsem je namenjen, se pravi, osebam, ki se soočajo kronično s tinitusom. Celoten program je brezplačen in, kot že omenjeno, sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. Zato res v tej točki vljudno vabim vse, ki se soočate s tinitusom, da nas spremljate na skrbzase-tinnitus.com, kjer boste v bistvu lahko dobili še podrobnejše informacije. Dolgo pričakovane kognitivne terapije za pomoč ob tinitusu se bodo tako celo leto izvajale pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju z inštitutom Neokorteks. Ob prijavi je potrebno priložiti potrdilo, da ste že opravili pregled pri specialistih ORL, ki so vam diagnosticirali kronični tinitus. Več o prijavi na spletni strani projekta www.skrbzase-tinnitus.com.